pretekle iluzije, ki si rekel. Predvsem, ki izhajajo iz religije. Jaz bi tukaj mogoče eno drugo plat, ki je zadnja leta o njej razmišljam. Jaz sem sicer tudi bil vzgajan v krščanskem duhu, bil sem pri verouku in Birmo in vse podobno. In potem sem zelo slišal to zgodbo, kateri si ti govoril o svoji zgodbi, kako si ven iz tega šel, kako si videl, da te avtoritete mogoče pa le nimajo vseh odgovorov na vsa vprašanja, ki jih imam jaz kot individuum. Ampak potem sem se pa vrnil nazaj v to, sicer onkraj avtoritet in videl v bistvu mogoče obstajajo v teh starodavnih zapisih ali pa v teh modrostih, mitih, lahko rečeva, neke uporabne informacije, uporabne iz vidika, kako živeti boljše življenje. Ker vse to, kar si ti govoril o ljubezni, vse to, kar si govoril o sočutju, povezovanju, razumevanju drug drugega, to lahko, recimo, če se na Jezusov nauk upreva, o tem je on govoril že takrat, kdorkoli je že to bil, če je bil, ampak te zapisi so tako stari, to vemo, se pravi, nek človek je takrat vedel, da če živiš na ta način, z ljubeznijo, s čim manjšim egom, da se predajaš drugim, živiš boljše življenje. Mogoče sva zdaj malce pretiravala, s tem, kako je bilo življenje slabo in vse nekako, kot da vse staro zavračava. Seveda človeštvo ima fantastična znanja, torej in krščanstvo, pa tudi mogoče islam in židovstvo in hinduizem, budizem in tako dalje. To so fantastična znanja, ki so ljudem pomagala živeti vsa ta tisočletja. In v bistvu nekje si ti že tudi, vem, da si omenjal, prihaja nekako do konvergence, v bistvu znanj teh tradicionalnih, religijskih, takih in drugačnih, in znanosti. Torej, vse to neko znanje se konvergira k nečemu skupnemu. Zdaj imamo pa še spoznanja, iz fizike, kvantna fizika in tako dalje, kvantna mehanika. Vse to počasi prihaja skupaj, in če vidiš tako, vse mislim, recimo, vse so zanikati, zdaj eno evolucijo, je čisto v bistvu skoraj smešno, si smešen, če zanikaš, torej jo sprejemijo bolj manj vsi, razen kakšni zarotniki, seveda. Kaj ne rečem? Seveda, mislim, ti ljudje so, ti preroki, modreci in tako naprej, so nas učili zelo pomembne stvari. Zdaj, kako bi rekel, znanost je samo spoznala še nekaj novih stvari, malce spremenilo vse skupaj, fokus prehaja, zdaj glavne religije so tudi ponujale neko življenje po smrti in to, to je bilo bistveno, ker če je bilo življenje na zemlji težko, se je bilo treba fokusirati na ono stranstvo. Zdaj pa znanost zelo resno preučuje kvaliteto življenja, srečo, zadovoljstvo z življenjem in blagostanje, to so različne kategorije. Torej, želimo živeti dobro tukaj, torej, in tudi, če še enkrat poudarim, to znanje, ki ga ponujem v knjigi, in je, kot sem rekel, znanstveno utemeljeno, poudarja, da je mogoče in dobro živeti, in dobro sodelovati v skupnosti in imeti lep odnos do planeta in do dediščine, naravne kulture in tako dalje. Torej, ugotavljamo, da je vse to mogoče hkrati, da se ni treba ničemur odreči. V bistvu, mogoče bi to omenil, ničemur odreči. Stvar je v tem, če si bolj na zgodnji ravni razvoja, si torej recimo bolj materialističen. In zdaj ti, ko pomisliš, zdaj, če bom se pa razvil, pa se bom mogel odreči mojemu lepemu avtomobilu ali pa lepi hiši ali pa jahti ali karkoli. Ampak ne, ko boš ti se razvil, tega ne boš več rabil. V tem je stvar. In boš bolj svoboden. In boš bolj svoboden, in boš bolj kvalitetno živo, kot da si sužen. Pa imaš pa lahko vsem ta avto,
Ampak ga ne rabiš, ne? Sej to je v bistvu to, da ti nečesa ne rabiš, ne pomeni, da nimaš. Ja. Ne? In še zmeraj boš delal za denar, ne? Ampak ti ne bo bistven, ne? Ker ti boš imel, ne vem, lep odnos z ženo ali pa, ne vem, z otroci ali pa v skupnosti, ne? In skratka, kaj ne rečem? Svetovno znanje se gradi in znanost nam zdaj ponuja, mislim, religije, ne, so nam toliko časa so nam zelo koristile. Ne. V bistvu lahko rečemo za eno grobo spoznanje je tudi, da mogoče so preprečevale nek določen razvoj. Ne. Tudi mogoče budizem in hinduizem, ki sta usmerjena bolj v človeški razvoj zavesti in to, sta poudarjala, da ti moraš iti v nek samostan, ne, da boš se temu posvečal in se moraš odreči vsemu posvetnemu življenju. Ne. Zdaj ugotavljamo, da ni treba tega, ne, da pravzaprav in to so govorili zaradi tega, ker niso poznali koncepta svobode, ne, pa še neki drugi stvari takrat ne obstajalo. Skratka, religije so omogočile neko določeno kvaliteto življenja, so nudile tolažbo ljudem, so jih vodile k presežnemu in tako dalje, ne. Ampak zdaj pač imamo še neka nova znanja in boljša, no? Ne vem, kaj ste. Ja, jaz bi se to absolutno strinjal in sem vedno na tej strani, ne. Jaz bi samo bil previden po tem Ničeju, a ne, da tako, kot je on bil zaskrbljen, da smo mi Boga prerastali, ne, z znanostjo. A ne, ta narativa je v sekularnih družbah predvsem močna. A ne. Mi zdaj Boga več ne rabimo častiti, zato ker mi smo prevzeli kontrolo nad upravljanjem svojim svetom z načinom, da razumemo, kako svet deluje. Razumemo, kako atom deluje, razumemo vesolje, kakor toka, ne, vedno več bomo in nikjer Boga ne najdemo, ne, ko mi iščemo znanstveno, ne, Boga ni, ne, in pa rečemo Boga ni. In mi smo ga prerastali in ne rabimo več te zgodbice. Kar pa jaz pravim, ne, da ne bi zavrgel nek izraz obstaja, ne, v filozofiji, ne, da ko dojenčka vkopaš, ne, pa daš stran to vodo, da vržeš še dojenčka zraven. Ne. Se pravi, treba je ločiti vodo pa dojenčka, ne. Ker jaz mislim, da obstajajo neke izredno uporabne stvari v teh naukih in vedno bolj, ko sem starejši, vidim, da se v bistvu glavne resnice mogoče celo skrivajo v teh zapisih, ko si sposoben odluščiti vse nepotrebno stran. Ne. A veš kaj? Jaz sem v knjigi, ne, tudi ponudil, ne, in dejansko samo ponujam en predlog, kako naj bi razmišljali o Bogu. Ne. In gre namreč za to. Ne. Torej, ljudje smo, ko je bilo življenje težko, ne, smo rabili intervenirajočega Boga. Torej, Boga, ki je tudi upravljal z našim življenjem in ne vem, ko pišejo recimo antropologi ali pa psihologi o teh stvareh, ne, pišejo, da Bog v preteklosti je bil tak jezen in strog sodnik in tako dalje, ne. Zdaj pa zelo človeški. In ljudje so z njim komunicirajo in tako naprej, in recimo muslimani še dan današnji pogosto rečejo inšalah ali pa pri nas z Božjo pomočjo in tako dalje. Gre za to, Bog, moj predlog, ne, zdaj nobenemu ne tega vsiljujem, ne. Ja. Moja razlaga Boga. Bog je vse, kar je. Je torej materija, je energija in je tudi absolutna zavest. Zavest je sestavljena, osnovna enota zavesti je informacija, oziroma podatek. Ne? In torej vsaki stvari, tudi ne vem, kamno ali karkoli ali pa v tem kozarcu, je tudi neka količina informacij, ne? In je neka količina energije in torej materija je to. Ne? In zdaj recimo v možganih je manj materije, možgani pokurijo dosti energije in imajo ogromno informacije, ogromno zavesti, ne? Producirajo. Torej, vse informacije. Ja, torej, skratka, realnost je, vsebuje vse to troje
In torej obstaja neka absolutna zavest, ki je Bog, in znotraj te realnosti obstajajo torej kemijski zakoni, fizikalni zakoni in tudi duhovni zakoni. In tako kot vemo, da če bomo skočili v luft, da bomo zaradi fizičnega zakona gravitacije padli dol, tako vemo tudi, spoznavamo tudi te duhovne zakone. In zato pravim, in to je Bog v bistvu, ne? In zato pravim, da Boga je treba odkrivati, ne pa ga imeti kot za neke vrste, kot se ti zdaj tukaj nasproti mene, across the counter, rečejo v Angleži, nekega sodelavca. Ne? Torej, jaz bom nekaj naredil in z Božjo pomočjo, torej s tvojo pomočjo mi bo mogoče ratalo ali pa mi ne bo ratalo, če boš se ti odločil kot Bog, da mi to ne bo ratalo. Ne? Torej, tega ni. In mi smo vrženi v to realnost, za katero je dobro, da jo spoznavamo, je veličastna, Bog je veličasten in naravnost fantastično je, ko se rešimo tega Boga intervenirajočega in ne vem, ki ima neke človeške lastnosti in tako naprej, ki ima čustva, ki ga razjezim in tako naprej. Meni se zdi, mogoče bom rekel, skoraj smešno to, ne? Ko se tega rešimo, šele spoznamo pravo veličino Boga. Ker potem začnemo vrtati, razmišljati, kako stvari funkcionirajo in začnemo realnost in Boga spoznavati in se mu približevati. Prej smo od Boga oddaljeni. Recimo, ne vem, v muslimanskem svetu imamo recimo te islamiste. Islamisti so najbolj verni ljudje. Ampak oni so najbolj oddaljeni od Boga v bistvu ravno zaradi načina funkcioniranja religije, ki jih nekako dominira, indoktrinira, ki je utemeljena na tej dogmi. In torej, pa ločevanje ljudi med sabo, ne? To je v bistvu največji kako bi rekel, mentalna težava, kako to, da je o Bogu vse ustvaril, a ne? Vse, kar vidiš, ali pa tako, kot si ti govoril, vse mogočni, vse je v Bogu, vsi so v Bogu, vsi so z Bogom, ne? Potem ima še ena dogmatična prepričanja, ki pa ločuje ljudi, ne? Tisti, ki imajo drugačnega Boga, a ne? Živijo v grehu, ne? In jaz moram nekaj narediti, da jih odrešam.